Lepo pozdravljeni, z nami je danes pater Karel Gržan. Sem z vami preko kamere, lep pozdrav. Ja, ga bomo vprašali, kako on vidi trenutno situacijo glede na zadnji 2 leti in kakšna je odgovornost pravzaprav na nas, da se zadeve v bodoče bistveno spremenijo. Prosim, pater Karel, vaše iskreno mnenje. Ta situacija je mnoge zadušila, kajti z manipulacijo strahu so dejansko podlegli pritiskom in se na nek način predali. Mnoge pa je ta situacija pritiska prebudila in ker osebno verjamem in tudi doživljam, da se zavest prebuja, kar je pogojeno čisto kozmično, iz dobe rib, ki se grizeta, 2 rib, se vstopamo v obdobje vodnarja, kjer pa manipulacija več ne bo mogla imeti take moči. In to se prav vidi, ker je število prebujenih vedno večje. Torej, zavest se prebuja, tako da sem osebno zelo hvaležen, da lahko živim v tem obdobju, da lahko sodelujem v tem procesu prebujenja, kjer šteje slehernik. Tukaj ni. Tudi to je bila ena manipulacija. Nekoga izpostavimo, on je pomembnejši, on je rešitelj. Ne. Rešitev prihaja v mreži, v kateri pa ima slehernik, sleherna prebujena misel polno vrednost. In zato se je zelo pomembno ozavestiti, da se v sleherniku ozavesti, da prebuja misel, da na eni strani ozavesti manipulacije, po drugi strani pa že kreira novost. Ker zelo pomembno je, da kreiramo novost, ker ta misel ima neustavljivo moč. Zato nas želijo prestrašiti, pa da bomo gledali sem grozno, to. Ja, mi moramo uvideti manipulacijo, ampak takoj na to pa že kreirati novost in če se le da tisto manipulacijo, ker se res nore stvari dogajajo, za ironizacijo izničiti, za kaj drugega kot za posmeh, takšne manipulacije tudi niso vredne. To, kar ste zdaj povedal, v bistvu vidimo v tem, da ko ljudje več kot nas je, večja je ta moč v univerzumu, v etru. In enkrat ste lepo omenili, za eno slabo stvar moramo povedati 5 dobrih nekomu, če mu nekaj očitamo. Na ta način tudi dvigujemo kolektivno zavest in na ta način spreminjamo v bistvu to trenutno situacijo. Se pravi, je vsak sam svoj mesija, če na koncu tako pogledamo. Ja, to, kar ste rekli, je zelo pomembno. Preden se soočim z tem, kar je teža, kar me lahko obremeni, moram zavestno poiskati vsaj 5 krepčilnih stimulansov, zato ker potem me tisto, kar je recimo negativno, ne podre, ampak lažje najdem rešitev in dejansko tisto, kar je problem, postane izziv, ker sem okrepljen za rešitev. In mi smo tukaj prav poklicani, da okrepljeni s pozitivnim stimulansom dejansko v soočenju z tem, kar pa je problem, dejansko ta problem sprejmemo kot izziv in ga prebujamo v rešitev. To je zelo pomembno. Ta poudarek, ki ste ga izrekli, pa še to, da smo mreža. Mi smo mreža, mi drugega podpiramo, tudi če se ne poznamo, tudi če me gledate samo preko televizije, preko ekrana, dejansko mi smo dejansko drugemu podporni, naša misel, naša energija. Tako ste rekli eter. Zakaj so eter v 19. stoletju odpravili? Tudi zato, ker je to tisto, kar nas povezuje. Sedaj se ta zavest prebuja. To se pravi, v bistvu na nezavednem nivoju se dogaja največji preporod. Ta preporod pa mi sami kreiramo. Ja, mi smo kreatorji. V tej povezanosti, tej mreži, in to je to prebujanje, bi rekel, ne samo na nivoju kraja, na nivoju planeta, ampak je kozmično. Se pravi, vsak je sam svoj mesija. Pater Karel, najlepša hvala. Prosim.